To je video, ki je šokiralo družbeno omrežje in ves svet. Mlada ženska je bila očitno vržena z zapuščenega mostu v Braziliji brez varnostne vrvi v incidentu s skakanjem z vrvjo, ki je šel strašno narobe. Padla je 40 metrov globoko in umrla. Zdaj so bili 3 ljudje aretirani in obtoženi. Krivdo pripisujejo tudi zvezni vladi. Pogovarjali se bomo z brazilskim odvetnikom za kazensko pravo, da ugotovimo, ali bo kdo odgovarjal in da vprašamo, kako za vraga se lahko kaj takega sploh zgodi. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Prepričan sem, da ste to žal videli na svojih družbenih omrežjih. Ta grozen posnetek iz 13. junija, na katerem žensko vržejo z zapuščenega mostu 40 metrov globoko na tla. In na koncu umre v tej nesreči pri skakanju z vrvjo, ki je šla strašno narobe. In zdaj so bili 3 ljudje, 3 domnevni inštruktorji aretirani. Soočajo se s kazenskimi obtožbami. To je zgodba. To je primer 21-letne Marije Eduarde Rodrigues de Freitas, ki je v soboto na Ponte do Esqueleto strmoglavila v smrt. To je most v Limeiri. To je mesto več kot 90 milj severno od São Paula v Braziliji. Ta most je znan kot most okostnjakov. Ni bil v uporabi že približno 30 let. Očitno je bil del železniške proge. Ko si ogledate posnetek, se zdi, da ima na sebi čelado in plezalni pas, vendar ni bila pritrjena na nobeno varnostno opremo ali vrv. Medtem pa so inštruktorji, glede na poročanje, in morda lahko to vidite tudi na posnetku, očitno pritrjeni na varnostno vrv. In če to drži, bo to ključna sestavina v tem pravnem primeru. Marija Eduarda naj bi po poročanju prosila, da jo vržejo z mostu v tej pozi Supermana, kot da leti. Tako sta jo domnevno 2 inštruktorja odnesla na skakalno ploščad in jo nato domnevno vrgla čez rob. Video, ki kroži, je res grozen. Na posnetku naj bi bilo v ozadju slišati kričanje ljudi. Vrv, ljudje, vrv ali fantje, vrv. Video posnetki, ki jih je na družbenih omrežjih objavila skupina, ki naj bi organizirala nekatere skoke, Entre Cordas, prikazujejo, kaj bi se moralo zgoditi. Osebe, pritrjene na vrv s plezalnim pasom, so bodisi odvržene ali skočijo z mostu ter nihajo naprej in nazaj. Očitni očividec Agora Adnes je za EPTV povedal, da je bil na mostu in videl ljudi, ki so paničarili, potem ko so spustili Marijo Eduardo. Citiram: "Tam je bilo veliko ljudi, ne le nekaj. Na kraju je bilo veliko ljudi. Tam so bili tudi otroci in videli so, kaj se je zgodilo. Nekateri otroci so bili stari le 6 let. Bila je zelo intenzivna scena. Ljudje so paničarili. Nekateri, ki so bili bolj zadaj, so pograbili svoje stvari in začeli odhajati." Pravzaprav je po poročanju medija Thought Catalog Adnes povedal, da bi moral biti naslednji on, ne Marija Eduarda. In to moram izpostaviti. To je preprosto neverjetno žalostno. Preden se je to zgodilo, je Marija Eduarda na svojem Instagramu objavila sliko sebe na mostu in v opisu zapisala: "Kdo je tisti norec, ki mi je dovolil skočiti z mostu?" Objavila je tudi znak v bližini mostu, ki je opozarjal na nevarne razmere in poudarjal, da območje ni varno. Po poročanju MSN je brazilska vojaška policija trdila, da sta 2 osumljenca pobegnila s kraja dogodka v gozd, ko je postalo jasno, kaj se je zgodilo. Očitno so jo našli s helikopterjem. Še enega so prav tako aretirali. Torej, govorimo o 3 osebah. Portal 30 UOL Ano sporoča, da sta 2 izmed osumljencev tudi zamenjala oblačila. Po poročanju GN Globo so jih identificirali kot Luisa Felipa Feliciana Egorova, starega 32 let. Metropolis poroča, da je po navedbah vojaške policije civilni gasilec, tu je tudi Vitor de Freitas Gonçalves, star 27 let. Metropolis poroča, da njegova delovna dovolilnica kaže, da je turistični organizator. In potem je tu še Macon Fernandez Cintra, star 42 let. Ta medij ponovno poroča, da dela v podjetju za filmsko postprodukcijo. Po poročanju o Globo niso imeli razloga, zakaj ta mlada ženska očitno ni bila ustrezno zavarovana. GN Globo je poročal, da so se osumljenci zdeli tudi zmedeni. Niso mogli povedati, čigava naloga je bila, čigava odgovornost je bila pritrditi vrv, ali pojasniti, zakaj varnostni pregled očitno ni bil opravljen vnaprej.
V redu, zelo na hitro, vem, da je to malo sprememba teme, ampak za vse, ki vodite podjetje, veste, da je že tako dovolj težko. Vprašanje je, zakaj se oteževati delo z ročnim upravljanjem ali zanašanjem na kup aplikacij, ki med seboj sploh ne komunicirajo. Tu nastopi naš sponzor Odoo. Torej, Odoo je celovita platforma za upravljanje podjetja s celotnim naborom integriranih aplikacij, ki brezhibno povežejo vse vaše poslovanje, od prodaje in računovodstva do proizvodnje in dostave. Odoo lahko samodejno ustvari profesionalna, elegantna prodajna naročila, račune in dobaviteljske račune. Prav tako pa lahko samodejno dodeli prodajne ekipe in pošilja e-poštna obvestila skozi vsako fazo prodaje. Celo uporabi umetno inteligenco za pripravo poročil, ki vam pomagajo pri sprejemanju odločitev. Za proizvodnjo lahko njihove aplikacije sinhronizirajo zalogo s sprotnimi posodobitvami proizvodnje in nabave, tako da vam nikoli ne zmanjka zaloge. In ko pride čas za računovodstvo, je tudi to popolnoma avtomatizirano. Odoo lahko izdela račune, sledi stroškom in celo povzame podatke z umetno inteligenco, da vam prihrani stotine ur. Veste, kaj je najboljši del? Izberete lahko svoje aplikacije in celo ustvarite prilagojene delovne tokove, tako da je vse popolnoma prilagojeno posameznim potrebam vašega podjetja. Dvignite svoje podjetje na višjo raven tako, da se danes brezplačno posvetujete z Odoo strokovnjakom na odoo.com/signup. Zdaj, po poročanju Bači Noticias je eden od teh aretiranih posameznikov domnevno policiji povedal, da ni vedel, da Marija Eduarda ni bila pripeta. In je šele, ko je slišal ljudi kričati, razumel, kaj se je zgodilo. Takrat trdi, da je zapustil platformo, videl, kaj se je zgodilo, trdi, da se je spustil po vrvi, videl policijo in zdravstvenega delavca, ki je izvajal reševalne ukrepe. Pravzaprav je to še en srhljiv vidik te zgodbe. Po poročanju TMZ je medicinska sestra, identificirana kot Reza Diaz, ki je očitno poskušala rešiti Marijo Eduardo, lokalnim novicam povedala, da je bila še živa po padcu na tla. Videli smo tudi druga poročila, da je bila Marija Eduarda razglašena za mrtvo na kraju dogodka in da je bilo njeno telo prepeljano na Inštitut za sodno medicino. To poroča Daily Mail. Tako je bilo sprva pridržanih 6 ljudi. Bili so zaslišani, 3 so bili izpuščeni, nato pa so bili 3, ki sem jih prej omenil, na koncu obtoženi. Zdaj to sem videl na 2 načina. Vidim, da so bili obtoženi umora z domnevno zlobo. 30 UOL ANO sporoča, da to pomeni, da ni neposrednega namena ubiti, ampak je tveganje smrti prevzeto. Zato se sprašujem, in o tem bomo govorili nekoliko kasneje. Sprašujem se, ali je to podobno kot pri drugostopenskem umoru v določenih primerih, kjer gre za izjemno brezbrižnost do človeškega življenja ali za uboj iz malomarnosti. To je malomarno neupoštevanje očitnega tveganja, znanega tveganja. O tem želim ponovno govoriti z brazilskim odvetnikom, ki ga bomo povabili. Vendar je izhod GN povedal, da so bili obtoženi umora z eventualnim naklepom. To je še en način gledanja na to. Možno je, da obstajajo razlike v prevodu. Toda to so 3, ki naj bi bili v videoposnetku. In GN poroča, da so bili te 3 primeri zdaj spremenjeni v preventivni pripor. Zdi se, da so moški trenutno pridržani, trenutno zaprti. Ponovno bomo povabili tega brazilskega odvetnika, ki bo to razložil v trenutku. Da bo jasno, ne vem, ali je bilo o tem napačno poročano, ampak to ni bungee jumping, v redu? To je skakanje z vrvjo, je drugače. Bungee jumping uporablja elastične vrvi, ki povzročijo gibanje gor in dol z odbijanjem. Skakanje z vrvjo je ta ekstremni šport, ki uporablja različne vrvi in na koncu ustvari vodoravno nihanje, kot nihalo. Po podatkih 30, UOL ANO ima samo bungee jumping protokol, ki je registriran pri ABNT. To je brazilsko združenje za tehnične standarde. Obstajajo stroge zahteve glede tega, kdo lahko prodaja ali kupuje bungee vrvi. Delegatka Andrea Dantas Levi je to povedala za Globo Outlet. Da podjetje, ki je izvajalo ta skok z vrvjo, citiram, sploh ni imelo dovoljenja, da bi bilo tam. In da je bil to rezultat neuspeha pri preverjanju in nadzoru namestitve vrvi pri skoku Marije Eduarde. GN poroča, da so v videoposnetku moški, ki jo nosijo, videti, kot da nosijo majice z napisoma blagovnih znamk Entre Cordas in Evoj. Oblasti pravijo, da gre za neformalne skupine izvajalcev skokov z vrvjo. Za to operacijo ne stoji nobeno uradno podjetje. Po podatkih Thought Catalog se cene vstopnic za to izkušnjo skakanja z vrvjo gibljajo od približno 130 do 180 realov, kar je približno 25 do 32 dolarjev. Bili so celo prihodnji termini, ki so bili načrtovani po še višjih cenah. In na dan, ko je umrla Marija Eduarda, je bilo pričakovano, da bo skočilo približno 100 ljudi.
Zdaj, po vsem tem, Thought Catalog poroča, da sta obe organizaciji deaktivirali svoje račune na družbenih omrežjih. Odvetnik organizatorjev je povedal, da čeprav skakanje z vrvjo ni regulirano, kot sem že rekel na enak način kot bungee jumping, samo po sebi ni nezakonito. Samo po sebi ni v nasprotju z zakonom. Zdaj so odvetniki osumljencev za GN povedali, da so bili ti posamezniki zelo izkušeni in da je bila to edina smrt v organizaciji v zadnjih letih. Po poročanju NBC News je obrambni odvetnik povedal, da so osumljenci v šoku zaradi tega, kar se je zgodilo. Prav tako veliko govorimo o videoposnetku, kajne? O videoposnetku, ki kroži po družbenih omrežjih. Po poročanju 30 Olanos naj bi tudi Marija Eduarda držala kamero, vendar je niso našli. Nekatera poročila navajajo, da je šlo za kamero v slogu GoPro. Zanimivo je razmišljati, kakšni dokazi bi tam lahko bili. Po poročanju GN-a priča trdi, da inštruktorji niso opravili ustreznega varnostnega pregleda. Poročila pravijo, da je bila debela vrv, ki bi morala zavarovati Marijo Eduardo, zapletena na tleh. In v določenih delih videoposnetka jo lahko celo vidite, kako leži tam. V tem primeru je tudi še en pravni razvoj, o katerem moramo govoriti. Po poročanju UOL, Anos lahko občina Limeira vloži tožbo proti zvezni vladi zaradi domnevne malomarnosti pri vzdrževanju in nadzoru dostopa do mostu okostnjakov. Mestna uprava naj bi po poročanju že prej poslala pisma zvezni vladi, v katerih je zahtevala varnostne preglede tega mostu. Župan Murilo Felix naj bi izjavil, da so bili pristojni organi že seznanjeni z nevarnostmi tega mostu, ki naj bi imel tudi zgodovino nesreč, vključno s padcem kolesarja z mostu in njegovo smrtjo leta 2024. Lani sta bila po poročanju poškodovana še dva druga človeka. Mimogrede, župan je na družbenih omrežjih objavil, po poročanju Foxa, citiram: "Mlada ženska, stara komaj 21 let, je izgubila življenje v tragediji, ki se nikoli ne bi smela zgoditi. Več kot opravičilo, ukrepati je treba, da nobena druga družina ne bo doživela takšne bolečine. In še preden se sploh lotimo pravnih vidikov vsega tega in preiskave, rad bi si vzel trenutek in spregovoril o Mariji Eduardi Rodriguez de Freitas. Živela je v Žandiri, to je metropolitanska regija São Paula. Bila je nedavna diplomantka z področja športne vzgoje in športnega menedžmenta. Zelo jo je zanimalo fitness in telesna dejavnost. Bila je aktivna na družbenih omrežjih. Po podatkih Thought Cataloga je imela tudi zaročenca, ki naj bi postal fizično bolan, ko je izvedel, kaj se ji je zgodilo. Družina, prijatelji. Opisali so to ogromno izgubo na spletu. Družinski član naj bi na Instagramu zapisal: "Do zdaj ne verjamem, tako zelo te imam rad. Nikoli te ne bom pozabil zaradi najinih šal. Vedno se te bom spominjal. Tako zelo te imam rad, princesa." Drug prijatelju je na Instagramu zapisal, da je bila Marija Eduarda, citiram, "čudovita mlada ženska, polna sanj in zdaj prekinjenih načrtov." Po poročanju NBC News je tudi mati Marije Eduarde objavila izjavo na družbenih omrežjih. Po poročanju lokalnih medijev, citiram: "Moja ljubljena hči, danes sem te želela objeti več kot 1000-krat. Kako zelo me boli tvoj odhod. Večno te imam rada, moja princesa. In hvala ti, ker si bila del mojega življenja teh 21 let." Kakšna čast je bila slišati, kako mi praviš mama. Bog, hvala ti za to privilegijo. Panobianco Akademija, center za telesno pripravljenost, kjer je Marija Eduarda poučevala in delala, je sporočil, citiram: "Danes smo se poslovili od zelo posebne osebe, od naše družine Panobianco Silverstone. Marija Eduarda je pustila svoj pečat s predanostjo, naklonjenostjo, veseljem in spoštovanjem, s katerim je ravnala z vsemi okoli sebe. Tvoja prisotnost je razsvetlila prostor in tvoj spomin bo zavedno ostal v naših srcih. V tem trenutku globoke žalosti se združujemo v molitvi in solidarnosti z družino, prijatelji in sodelavci, ter jim želimo moč in tolažbo, da bi lažje prenesli to izgubo. Naj bodo lepi spomini, skupni trenutki in ljubezen, ki jo je pustila za seboj, vir miru in tolažbe. Počivaj v miru, Marija Eduarda." Kasneje je bila objava, da bo ta telovadnica, ta fitness center, prekinil svoje dejavnosti, citiram, "kot znak spoštovanja in žalovanja." Marija Eduarda naj bi bila pokopana v nedeljo. Prav. Zato želim povabiti nekoga, ki ima strokovno znanje o zakonodaji na tem območju. Znova se nam pridružuje Adreli Barca, brazilski odvetnik za kazensko pravo. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas za pogovor o tem. Najprej, to je zgodba, o kateri zdaj govorijo vsi. Pojavila se je na družbenih omrežjih. Toliko ljudi si je ogledalo ta posnetek. Veliko večjih medijev tukaj v ZDA govori o tem. Koliko ljudi pa govori o tem na vašem območju?
Ali je to zgodba, ki v Braziliji dobiva veliko pozornosti? Da, vsi govorijo o tem. Ne samo zaradi nesreče, ampak tudi zaradi komentarjev o telesu žrtve po njeni smrti. Torej, o tem se veliko govori. Ko to rečete, komentarji o njenem telesu, kaj s tem mislite? Bilo je veliko seksističnih komentarjev o tem, da je bila mlado dekle in ljudje so govorili, kako si želijo videti njeno telo. Resno? Ljudje res govorijo kaj takega? Da, veliko moških govori o tem. Grozno je. To je element, ki ga sploh nisem razumel. To je nekaj, za kar sploh nisem vedel, da se dogaja. To je ogabno. To je najmanj rečeno vznemirjajoče, glede na vse, s čimer se morajo zdaj njena družina in prijatelji soočiti. To je naslednji del. Ja. Če to za trenutek postavimo na stran. Nisem vedel za skakanje z vrvjo. Je skakanje z vrvjo pogosto v Braziliji? Da, je zelo pogosto. In je zakonito, a ne? Veliko ljudi to počne. Ko imaš ustrezna dovoljenja, je zakonito. Ampak o tem sva že govorila. Dovoljenje je malo drugačno kot pri bungee jumpingu, kaj ne? Je bungee jumping bolj reguliran? Ne, v resnici sta oba enako neregulirana. V redu. Ali veste, če so te operaterji, ljudje, ki so bili aretirani in obtoženi, imeli licenco ali dovoljenje? Ker sem videl komentarje, da niso imeli dovoljenja. Niso da imeli. Niso da imeli. Niti formalnega podjetja za to niso imeli. Je torej nezakonito, da so počeli to, kar so počeli? Da, popolnoma nezakonito. Ali veš, kako jih ne bi ustavili ali aretirali že prej, če je to, kar počnejo, nezakonito? Kako je mogoče, da so lahko počeli ali naj bi počeli take stvari? Veš, prodajali vstopnice za to. Take vrste skoke z vrvjo pa se oblasti niso vmešale. Verjetno bi bili obtoženi, če bi jih ujeli pri tem, ker niso imeli podjetja in niso imeli dovoljenja. Ampak kraj, kjer se je to zgodilo, je bil prizorišče prejšnjih nesreč. Zaradi tega. Tako da sploh ne bi dobili nobenega dovoljenja. Ja, v trenutku bom govoril o mostu okostnjakov. Rad bi, da mi poveš, s čim so obtoženi. Torej, s čim so točno ti trije posamezniki obtoženi? A se temu reče uboj z domnevnim naklepom, ali kaj to pomeni? Da. Obtoženi so uboja. Ta primer odpira zelo staro razpravo o namenu ali krivdi, kar imenujemo dolus ali culpa. Sprva so obtoženi umora z namenom ubiti nekoga, kar je umor z naklepom oziroma homicidio doloso. Da bo jasno, tožilci morajo dokazati, da so imeli namen ubiti, ali pa da so bili tako malomarni, da so vedeli, kako tvegano je bilo, pa so bili preprosto malomarni. Ignorirali so tveganja. Mislim, kaj morajo na sojenju dokazati, da jih obsodijo? Torej, takole je. Ta primer je pritegnil veliko medijske pozornosti. In ko se to zgodi, se takšni primeri včasih obravnavajo drugače, kot bi jih obravnavali v drugih primerih. Na primer, imamo veliko drugih primerov, podobnih primerov nesreč pri športu. In ti so bili vedno obravnavani kot nenamerni, kot malomarnost, kot nestrokovnost. In ta primer zaradi medijske pozornosti se obravnava, kot da so namerno želeli ubiti te ljudi, kar pa osebno kot odvetnica menim, da ni bilo primerno uporabljeno. Ne, zdel se je, kot da je šlo, glede na to, kar je bilo predstavljeno v poročilih, se zdi kot grozna nesreča. Ampak obstaja resno vprašanje, kako je niso pravilno zavarovali, kaj ne? Obstaja vprašanje, če so bili videti zavarovani in vrv ni bila na njej, je bila storjena napaka, ki bi morda spet lahko pomenila obliko uboja. Morda gre za kazensko odgovornost, vendar ne vem, ali je bil namen ubit. Vprašanje je, kakšna je razlika med tem, za kar so zdaj obtoženi, in umorom. Ali je to umor? Torej, niso obtoženi umora, kaj ne? Ne, pravzaprav so. So, ampak ne bi smeli biti. Iz poročanja, ki sem ga videl, je pisalo, da ni bil umor, ampak da bi jih lahko obtožili umora. So jih zdaj obtožili umora? Da. Zato so trenutno v zaporu.
Ker ko gre za primer uboja, kjer ne gre za naklep, temveč za malomarnost, kar imenujete uboj iz malomarnosti, kjer govorimo o malomarnosti, o nestrokovnosti, o dolžnosti zaščite, a o odsotnosti zaščite. Ti primeri niso kaznovani z zaporom. Zaradi takšnega kaznivega dejanja ne greš v zapor. Torej, ko zaradi določenega kaznivega dejanja ne greš v zapor, ne moreš biti v preventivnem priporu. To se dogaja prav zdaj. 3 ljudje so v preventivnem priporu zaradi tega kaznivega dejanja. In da bi jih lahko dali v preventivni pripor, jih morajo najprej obtožiti za naklepni uboj. S čim bi se lahko soočili, če bi bili obsojeni? Dosmrtni zapor? Ne. Če bodo obsojeni za kazniva dejanja, za katera so trenutno preiskovani, jih čaka od 6 do 20 let zapora. Če pa bi se to obravnavalo kot katerikoli drug primer nesreče, tudi z tako hudimi posledicami, kot jih ima ta, bi bila kazen od 1 do 3 let zapora. Enako velja za polodprti ali odprti režim, kar pomeni, da niso aretirani, ne gredo v zapor. V redu. Ali je mogoče, da gredo na sojenje zaradi teh obtožb in porota reče, ne, niso krivi za to? Morali bi biti spoznani za krive manjšega kaznivega dejanja. Tukaj v Združenih državah se včasih zgodi, da je nekdo obtožen umora, porota pa presodi, da to ni umor. Spoznajo ga za krivega uboja, kaj ne? To je manjša obtožba. Ali je kaj takega mogoče v Braziliji? Da. Fredu? V redu. Torej, kaj si tukaj predstavljaš glede obrambe? Imaš 3 različne osebe. Sprašujem se, ali bo kdo rekel, da to ni bila njegova odgovornost. To je bila odgovornost te osebe. Na posnetku vidiš, mislim, da sta samo 2 od njih nosila ali naj bi jo nosila na rob. Kaj si predstavljaš, da bo obramba za vsakega od teh 3 osumljencev? Predstavljam si, da bo obramba trdila, da gre v tem primeru za malomarnost, da gre za primer malomarnega uboja. In zakaj je temu tako? Obstaja linija v kazenski doktrini, kjer imamo dolorem in venio in culpa consciente, kar je na eni strani imaš namen, vendar ni povsem jasno. Veš, da obstaja tveganje in ti ni mar, če zaradi tega nekdo umre. In pri culpa consciente imaš situacijo, kjer veš, da obstaja tveganje, vendar upaš, da se to ne bo zgodilo. V svoji vesti si prepričana, da se res trudiš, a se to ne bi zgodilo. In tukaj je težava. To je zelo težko dokazati na sodišču. Tako da, kadarkoli obstaja kakršenkoli dvom, mora sodišče odločiti v korist obtoženca. Zato verjamem, da bo to obravnavano kot predlog za uboj, ker bo v tem primeru zelo težko dokazati namen. Čeprav je bilo veliko malomarnosti in se je zgodilo veliko stvari, da je do te nesreče sploh prišlo, kjer bi morala biti večja odgovornost, bi morala vlada zatreti most. Policija bi morala spremljati, kaj se dogaja, če vedo, da vedno obstaja tveganje za takšno nesrečo, da ljudje hodijo tja skakati. Morala bi biti neka vrsta varovanja. Ljudje, ki so želeli skočiti, bi morali vsaj pridobiti dovoljenje. Morali bi imeti vsaj registrirano podjetje, pa da niso imeli. Vse drugo, kar se je zgodilo, da je bila ta grozna nesreča sploh mogoča. Vendar pa bo na sodišču, kar se bo dejansko analiziralo, samo to, kaj se je tistega dne zgodilo in pripeljalo do te nesreče. Torej imate zvezne oblasti, državne oblasti in policijo, ki bodo za to odgovarjale. In upravno bodo za to odgovarjali v svojih podjetjih. Toda, kar zadeva samo smrt, bo odgovornost spadla le na ljudi, ki so bili tam v tistem trenutku, ki so jo nosili, ki bi jo morali zavarovati. In za te ljudi bo zelo težko dokazati, da so imeli namen, da jo ubijejo. Torej, naj preverim, če sem to prav razumel. In povej mi, če se motim. Obtoženi so umora, da bi jih zadržali v priporu. Ampak, če gre to na sojenje, obstaja možnost, da jih ne bodo spoznali za krive umora, ker ni bilo namena ubijati. Lahko bi jih spoznali za krive česa manjšega in morda sploh ne bi dobili zaporne kazni. Da. Fredu. Točno tako. Kdaj bi prišlo do sojenja? In ali je to pred poroto ali pred sodnikom?
Če bi to od začetka obravnavali kot uboj iz malomarnosti, ne bi bilo porote. Bil bi samo sodnik. Ker pa se to obravnava kot naklepni uboj, bodo morali stopiti pred poroto. In je odločitev soglasna? Porota mora biti soglasna. In koliko porotnikov je? Ni treba, da je soglasno. Mislil sem, da je ena ključnih točk tega primera obtožba o pobegu, da sta naj bi dva pobegnila v gozd. Kako vi to vidite? Je to, veste, da so paničarili, niso vedeli, kaj se dogaja, ali pa lahko tožilec reče, da je to dokaz njihove krivde? To je dokaz, da so vedeli, da je to, kar so naredili, zločin. Kako vi to vidite? Kolikor jaz vidim, razumem, da so seveda vedeli, da je to, kar se je zgodilo, zločin, ampak ne mislim, da dejstvo, da so pobegnili, pomeni, da so bili krivi za nekaj ali so to načrtovali. Niso storili tega in pobegnili namerno, kot da bi bilo načrtovano. Samo pobegnili so, bili so v šoku. In ponovno, omenil sem, da je to rekel eden od odvetnikov obrambe. Samo dovolite mi, da vas vprašam, kako je mogoče, da se je to zgodilo? Mislim, gledate posnetek in zdi se, kot da jo nosijo. Zdi se povsem jasno, da ni pripeta. Zdi se povsem jasno, da ni nobene vrvi. Na tleh se menda celo vidi povsem zapletena vrv. Kako je mogoče, da ji niso pritrdili? Kako se kaj takega sploh zgodi? Zelo težko je verjeti, da bi se to zgodilo na tak način. Hkrati sem panično reagirala, ko sem videla posnetek, ker sem si mislila, vidi se, da ni pritrjena. Ustavite se, ljudje kričijo, ljudje vpijejo, nima vrvi, ustavite se. In niso slišali. Verjetno zato, ker so navajeni vedno slišati ljudi, ki kričijo, ko to počnejo, in se ne smejo pustiti zmesti, sicer bi lahko poškodovali osebo. A hkrati je težko verjeti, da bi se kaj takega lahko zgodilo. Ja. Torej lahko zvezna vlada, občina, mesto vložijo tožbo proti zvezni vladi, kaj ne, da pravijo, da so bili malomarni, morali bi ustrezno zavarovati ta most. Nihče ne bi smel imeti dostopa do njega. Kam mislite, da to vodi? Bo to tožba? Je to močna tožba? Povejte mi, kaj menite o tem. Mislim, da je to močna tožba, ker je most dejansko odgovornost zvezne vlade. Torej bi morali zavarovati most. Ampak niso bili edini, ki so bili za to odgovorni. Vsak organ, ki je povezan z varnostjo mesta, bi to lahko storil. Ne samo zvezna vlada. Vsi bi morali to storiti. Ampak, ko gre za razpravo o odgovornosti, mislim, da je zelo jasno, da v tem primeru to spada pod zvezno vlado. Kaj bi se zgodilo, če bi jih tožili? To gre, si predstavljam, na sojenje. Kakšen je rezultat? Kaj mora zvezna vlada, če izgubi, narediti? Ali plačajo kazni? Ali je to tisto, kar se zgodi? Zvezna vlada plača kazni mestu? Ja, verjetno kazen, v redu. Verjetno. Kazen ali zamudnina. Ali morajo, veste, nekaj spremeniti? Ali morajo zavarovati most? Ali ga morajo podreti? Ali morajo poskrbeti, da nihče nima dostopa do njega? Da, to bi že moralo biti narejeno. Frerju, še eno vprašanje, preden vas spustim. Očitno je Marija Duarte imela kamero. Nekateri poročajo, da je morda šlo za GoPro. Oblasti je ne morejo najti. Ne vem, če ste zasledili kaj novega o tem. Če najdejo posnetke, če najdejo kamero in dobijo posnetke, zakaj je to tako pomembno? Kako to vpliva na primer? To je odvisno od tega, kaj bo najdeno na teh posnetkih. Če je poskušala to ustaviti, ker na posnetku ne slišimo, da bi rekla ustavi. Ampak če bi kamera pokazala, da je prosila naj ustavijo, da je karkoli rekla, da bi poskušala ustaviti, kar se je dogajalo, bi to pokazalo, da so vedeli, da ni bila zavarovana. Ampak mislim, da je to zelo malo verjetno. Ja. Glej, razmišljam, če bi lahko jasno slišal ljudi, ki govorijo, nima vrvi, ni zavarovana, nima vrvi, ni zavarovana. In domnevno so jo vrgli čez tisti rob. To je pomembno za namen dejanja. Ampak spet, smo še v zgodnih fazah tega. Videli bomo, kam to pelje. To je tragična situacija. Ta posnetek je res grozen. Grozno je pomisliti, kaj je prestala. Groza je pomisliti, kaj morajo zdaj doživljati ona, njena družina in njeni prijatelji. Poleg tega, kar ste povedali na začetku, so komentarji ljudi o Mariji Eduardi res grozni.
Adrije Libarca, najlepša hvala, da ste prišli. Res cenim to. Hvala, Jesse, hvala, da ste me povabili. In to je za zdaj vse v oddaji Sidebar. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če mi želite slediti na omrežju X in Instagramu ali spremljati mojo oddajo na News Nation, Jesse Weber Live od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času, se vidimo naslednjič. Vsi skupaj.